Zdajle se pelem proti Dolenjski in vam odkrit povem, da sem čist pozabil na tale projekt, ki vam ga bom danes pokazal, pa dobro, da sem se spomnil, ker bi mi bilo zelo žal. Sem že namenjen dol proti Trebnjem, ampak tole je bilo pa vredno videti, sem v okolici Grosuplja in tukaj nas čakata v bistvu dva nadstreška oziroma nadstrešek za avto pa pergola, pa še vrtna hiška, ki se v bistvu tega nadstreška za avto drži. V takem stilu, po mojem, da še nismo delali, ker ta pa praktično nima nič lesa, je samo kovina pa vmet, tako da kar pejte z mano tole pogledati. In je v bistvu narejen čist minimalistično, v stilu iz stanovanjsko hišo. Posebnost, strop, ki je v bistvu iz ometa, vedno delamo lesene strope, kar sicer tudi poživi, ampak tale se pa zelo lepo ujame, ker je kremno, take kremno rumene, rjave barve, isto kot je tudi fasada na hiši in res lepo izpade. Temi detajli, se pravi vrata, stebri in tako naprej so pa tudi enake barve, kot je kleparija na stanovanjski hiši. Tako da se mi zdi, da dobro tole izpade vse skupaj. No in tole so pločevinasta vrata, ki so lansko letna novost. Tako da niso samo lesena, tudi delamo pločevinasta, pobarvamo dejansko v željen ral. Majčkeno širša so, zato da not spravimo tudi kakšen moped ali pa kolo pod kotom, če je tle avto parkiran, recimo. In tukaj noter je neka lopa, recimo ima nekih 8 kvadratov, spet gre noter vse tisto, kar rabiš. Zato tukaj smo mogli biti ful pozorni pri meritvah, ker je nadstrešek pod kotom, se pravi gre malo v konus, tako navzven. Tukaj smo lovili linijo hiše, tukaj smo pa lovili linijo parcele, tako da je vzporedno v bistvu s cesto in tukaj se nam lepo naprej odpre malo dodatne širine, da tudi ko avto noter parkiramo, da če dežuje, stopaš ven in si nasukan. Tako da ja, tudi pod kotom delamo, take stvari so itak vse po naročilu, vzamejo kakšno uro več pri meritvah, ampak je pa pol izdelek toliko lepši. Zdaj gremo pa še na drugo stran, ki pa nas čaka še eno lepo presenečenje. Evo, še tole presenečenje. Čist v istem stilu, tako kot nadstrešek za avto na prednji strani je narejena tudi pergola. In ja, kljub temu, da smo mizarstvo, no zdaj smo zamenjali logotip, zdaj nismo več mizarstvo, hrovat smo samo še hrovat, tradicija je ostala, primek je ostal in več kot očitno tole ni več mizarski izdelek, ampak je kombinacija kovine pa dobrega krovca pa fasaderja, kar smo tudi mi. In tukaj gor je ravno tako ta bel omet, pergolo smo postavili čisto v hišo, zato da tudi ta spoj med hišo pa pergolo tesni. In tale pergolca ima gor ozelenitev, se pravi ima zeleno streho, pa vam bom tudi tole pokazal. In to je travca, v bistvu travca, to je neka naravna v bistvu ozelenitev, kjer so gor mahovi in razne rastline, zelišča, ki ne zrastajo veliko v višino, se pravi ni treba strišti oziroma kositi, ne se jih do na streh težko kosiš, pa ni treba nič vzdrževati pa zalivati, ker so različne rastline in te rastline uspevajo ne glede na okolje, ker če je manj vlage, določena rastlina prosperira, če je vlage več oziroma držja več, bo pa neka druga pognala in je tak ful dober kompromis praktično, ne glede na to, kje v Evropi si, tale strehca oziroma travca lepo raste in tudi zgleda lepo, ne vem, tudi čez 5-10 let. Tukaj sicer še čakam, da postavimo mizo pa stole, smo še zelo zgodaj v pomladi, ampak je toliko lep dan, da zgleda, kot bi v poletje. Kakorkoli, še enkrat vam iskrena hvala, da ste z mano bili tudi v tem vlogu. Ful se bom potrudil, da vam toliko lepe vsebine tudi v bodoče dostavljam, ker imam še par zelo zanimivih projektov pred sabo. Tudi danes grem še naprej slikati pa snemati, ampak vam jih drugič pokažem, toliko da pridejo do izraza. In uživajte, lepo se majte, vzemite si kaj časa zase, ne samo delati, pa uživajte malo na takih terasah, kot je tale. Bodite doma z družino. Čau, čau.